prvo načelo konzularne pomoči, ki pravi, da je slovenski državljan tisti, ki mora zaprositi za konzularno pomoč. Mi lahko takoj preko e-lastovke sistema preverimo, koliko slovenskih državljanov je prijavilo pot na tisto lokacijo. Če ugotovite, da ste pač izgubili ali pa da vam je bil odtujen potni list, poskušajte to prijaviti na najbližji policijski postaji. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvi zato, da vam mi na podlagi te prijave policiji lahko izdamo nadomestni dokument. Vladni podcast GoSee. Lepo pozdravljeni v najnovejšem GoSee podcastu, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Z vami sem Petra Prešeren Golob. Poletje je čas dopustov in potovanj, čas, ko mnogi odštevajo dneve do oddiha ali pa so že na poti. In Slovenci potujemo veliko. Lani smo opravili približno 8 milijonov turističnih potovanj, vsaj enega potovanja se je udeležilo skoraj 2/3 prebivalcev Slovenije. Večina poti mine brez zapletov, a kadar se v tujini znajdemo v nepredvideni situaciji, so ključne hitre in zanesljive informacije. Predvsem o tem, kam se lahko obrnemo po konzularno pomoč, kje je najbližje slovensko veleposlaništvo ali konzulat, kako ravnati ob izgubi dokumentov, nesreči, bolezni ali drugih nujnih dogodkih. Prav zato je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve razvilo aplikacijo e-lastovka. O e-lastovki in konzularni pomoči nasploh se bomo pogovarjali z Viktorjem Mlakarjem, vodjo konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Lepo pozdravljeni. Živijo, lep pozdrav. Za začetek, kako bi našim poslušalkam in poslušalcem razložili vaše delo? Kaj pomeni voditi konzularni sektor? Je kar zahtevno delo, moram priznati, ampak če imaš veselje do te specifične tematike, konzularna pomoč pomeni pomoč slovenskim državljanom v osnovi v tujini, kadar so v kakšnih težavah, potem je toliko lažje. Je pa izredno, kot rečeno, dinamično. Vedno se na kateri točki na svetu kaj dogaja in si praktično ves čas nekako moč spremljati situacijo in videti, kje recimo lahko komu priskočiš na pomoč in kje ne. Je pa to en tak simpatičen del diplomacije, širše diplomacije. Jaz in moji kolegi tukaj v ministrstvu in pa tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih seveda opravljamo te naloge z velikim veseljem pa ponosom. Vedno ste torej pripravljeni na nepredvidene situacije. Ja, moraš kar biti, to je res narava našega dela. Zdaj marca, ko ob zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu večje število slovenskih državljanov nekako obtičalo v regiji, se je prav to pokazalo, kako pomembna je ta hitra informacija, zanesljiva komunikacija. Kaj se v taki krizni situaciji najprej zgodi? Kako sploh država vzpostavi stik z državljani v tujini oziroma na tem območju in kako zagotovi konzularno pomoč? Torej, jaz bi najprej v bistvu izpostavil prvo načelo konzularne pomoči, ki pravi, da je slovenski državljan tisti, ki mora zaprositi za konzularno pomoč. Moramo vedeti, da država ni vsepovsod prisotna, mi ne vemo, kje se naši državljani vse nahajajo in je zato ta korak, se pravi ta proaktivni korak našega državljana, ki se znajde kje v težavah, tisti prvi nujni. Potem pa, ko je ta stik vzpostavljen, je toliko lažje komunicirati. Mi smo recimo v primeru Bližnjega vzhoda, bom povedal, sprvo ocenjevali, da je tam nekje cirka 200-300 slovenskih državljanov, prve ure tega dogodka, potem nas je pa realnost kar hitro postavila na realna tla in te številke so šle res v tisoče. In potem je bilo pač potrebno prilagoditi tudi naše delovanje. Nekaj je, če imaš ti en primer, 2 ali pa 10 ljudi, ki se na nekem območju znajdejo v težavah, ali pa 500 ali 1000. Tako da različni izzivi in različni odzivi, bom rekel. Tako da v primeru Bližnjega vzhoda smo pa v bistvu se poslužili teh klasičnih načinov komunikacije, ki so zdaj pravzaprav že nekako ustaljeni, torej komuniciranje preko družbenih in socialnih omrežij res doseže veliko število ljudi, tudi te naše državljane, ki so se tam nahajali, je. Potem pa še tiste klasične poti, kot so e-maili in pa telefoni. Te tri, komunikacijske smeri so se vzpostavile tudi v tem primeru.
Ta situacija, ta evakuacija je bil res nek izjemen, izreden dogodek. Ne? Kdaj pa sicer državljani Slovenije v tujini največkrat potrebujejo pomoč? Oziroma se obrnejo na vas, ker potrebujejo pomoč? Ja. Ste omenili prav, ta dogodek je res bil izjemen. Ne? Mi znotraj našega konzularnega sektorja imamo nekako 3 oddelke, ker imamo nekako 3 področja dela. Ne? Prvi je v bistvu vezan na klasično konzularno pomoč, nujno konzularno pomoč in pa upravno-pravne zadeve. Ne? To so tiste najbolj običajne, najbolj pogosti dogodki, s katerimi se slovenski državljani v tujini srečujejo, bodisi da se znajdejo v neki nesreči, so recimo hospitalizirani ali pa jim je bil ukraden potni list. Ne? Ali pa na drugi strani, so v tujini, tam živijo začasno ali stalno, pa se jim rodi recimo otrok, in je potem potrebno ga priglasiti v državljanstvo in mu izdelati potni list. Za vse te naloge so naši kolegi na veleposlaništvih in konzulatih tam in jih redno in vsak dan opravljajo. Ne. Ta izredni dogodek je pa eno tistih, ki pa spada v ta drugi del, ki se ukvarja s konzularnim kriznim upravljanjem in je dejansko sprožen takrat, ko se na neki lokaciji zgodi ena varnostna situacija in kjer se nahaja večje število naših državljanov. Ne. To sta te 2 ločnici, se pravi, imamo tisto individualno pa nujno pomoč in pa tukaj na drugi strani ta skupinski moment, ko je večje število državljanov potrebno na nek način servisirati oziroma jim pomagati. Našteli ste nekaj primerov, torej lahko se zgodi, da smo udeleženi v nesreči, lahko se nam zgodi, da izgubimo, nam ukradejo osebni dokument, pa potem torej rojstvo otroka nekomu, ki živi v tujini, pa tako naprej. Tako kot smo omenili, to je bila zdaj neka izredna situacija. So še kakšne take konkretne situacije, ki jih lahko naštejete, ki so pogostejše? Poleg teh omenjenih, hospitalizacija sva rekla, recimo nesreče, kraja osebnih dokumentov ali pa izguba, mogoče samo za ilustracijo povem, teh primerov je bilo recimo v letu 2025 tam okrog 500, smo jih mi zabeležili na DKP-jih, ker seveda, ko naš državljan izgubi potni list ali pa osebno izkaznico, lahko odpotuje domov običajno samo z novim nadomestnim potnim listom, ne more brez tega odpotovati ali pa se vrniti. In v teh primerih res zelo učinkovito pomagamo s tem, da izdamo recimo nadomestni ali pa potni list za vrnitev, mu mi pravimo. Ne. In pa seveda tudi druge situacije, imeli smo primere, ko je nekdo priprt, zaprt, tak državljan ima po Dunajski konvenciji v konzularnih odnosih pravico, da obvesti svoje veleposlaništvo, da vzpostavi stik z konzularnim oziroma diplomatskim predstavnikom. Tudi teh primerov je vsako leto vsaj 100, tekom celega sveta. In še bi jih lahko naštevala, kar nekaj takšnih aktivnosti, ki jih seveda moramo izvajati v podporo našim državljanom, konzularno zaščito in za asistenco. In od teh konkretnih primerov, kako ravnati v teh posameznih primerih, bo prišla malo kasneje v najinem pogovoru. Kaj pa je meja med neko nevšečnostjo, ki se nam seveda lahko zgodi na potovanju, pa potem situacijo, kjer je pa potrebna konzularna pomoč? Zdaj so omenila nekaj teh primerov. Zdaj, če greva bolj pravno formalno gledati, zakon o konzularni zaščiti je tisti, ki določa nek pravni okvir delovanja. In ta zajema ravno te primere, poleg tega pa tudi zakon o zunanjih zadevah nam daje določene funkcije. Vse pa seveda temelji na mednarodnih dokumentih, mednarodnih pogodbah, kot so Dunajska konvencija o konzularnih odnosih in diplomatskih odnosih, kjer v bistvu določamo funkcije konzularnega in diplomatskega delovanja. Ampak, kot rečeno, pri konzularji je ponavadi največji obseg teh del, ki se v bistvu tičejo življenja in dela naših državljanov v tujini. Nekaj sva jih zdaj omenila. Recimo vpisi rojstva v matične knjige, poroke, tudi smrti, izdaje potnih listov, osebnih izkaznic tistim, ki jim pretečejo to v tujini. Ni nujno, da ga izgubijo, nekateri tam živijo in jim osebni dokument preteče. Potem razne overitve, potrdila in tako naprej. Ena taka mini, kako bi rekel, pravna enota v malem, so naši kolegi na DKP-jih in seveda z tega vidika poskušajo in nudijo to svojo znanje strokovno v podporo našim državljanom, da rešijo čim več stvari, ki jih morajo rešiti, ko so v tujini.
Kako pa mi posamezniki lahko presodimo, kdaj je nekaj dovolj pomembno ali pa nekaj, kar bi nam morda lahko naš konzulat, veleposlaništvo pomagalo, kdaj gre pa samo za neko nevšečnost, ki jo pač moramo rešiti sami? No, kot rečeno, ko ste v stiku z nekim oblastnim organom v državi, kamor ste, odpotovali, in se tam recimo, da zaplete, bodisi da vas želijo pridržati, takrat se morate znati sklicevati na svoje pravice, to vedno opozarjamo naše državljane, da imajo pravico do stika z našim veleposlaništvom. Tako da v tem primeru gotovo ja. Zdaj pa, če pa so recimo kakšni drugi primeri, ki morda niso vezani striktno na funkcijo zaščite konzularnega predstavnika, tam pa je naša pomoč morda manj možna, oziroma možna je, ampak ni pa učinkovita. Recimo, imamo primere, ko ljudje sprašujejo, ko se skregajo recimo s sosedom, smo tudi to že imeli. Sosed in ta oseba, ki je klicala nas, je v nekem sporu in so potem želeli, da se na konzulatu izrečemo o tem, kdo ima prav. Tako da taka vprašanja, ki so v bistvu rešljiva na nek medsebojni način, pa ni nujno, da jih mi znamo rešiti oziroma jih odsvetujemo, da se obračajo ljudje na nas. Ker s tem seveda tudi v bistvu obremenijo kolege, primer, da pride kakšen bolj resen ali pa nujen primer, da se odzovejo takrat. Nekaj statistike ste že povedali, imate morda kakšno skupno številko, kako pogosto slovenski državljani v tujini potrebujejo konzularno pomoč? Ja, dajva pogledati nekaj najbolj teh običajnih opravil, kot sva omenila že, recimo potne liste in osebne izkaznice. Naši kolegi na DKP-jih so jih v letu 2025 izdali preko 7200. To pomeni, da je pač slovenski državljan prišel na veleposlaništvo in tam podal vlogo in potni list je potem tudi lahko prevzel tam. Potem omenila sva potne liste za vrnitev. To pomeni, da je slovenski državljan bodisi izgubil ali pa mu je bil osebni dokument ukraden. V tem primeru pač, kot omenjeno, izdamo potni list za vrnitev. Nekje okrog 500 jih je bilo v preteklem letu izdanih strani naših DKP-jev in pa tudi strani veleposlaništev drugih držav članic. Vemo, da nimamo žal na vseh državah naših veleposlaništev, tako da v primeru, da je pač slovenski državljan v težavah, se lahko v tem primeru obrne tudi na katerokoli veleposlaništvo druge države članice Evropske unije. 6500 overitev dokumentov, to je ena taka številka morda. In pa še en del, ki ga morda na začetku nismo omenila, pa je prav tako spada pod naš delokrog, je pa izdajanje vizumov, torej vizumskih nalepk za tujce, ki želijo potovati v Slovenijo, pa za njih velja vizumska obveznost. Slovenski DKP-ji na leto, vsaj v preteklem letu, so izdali okrog 22,000 vizumov za kratkoročne obiske tujcev v Sloveniji. Tudi to je en pomemben del naših nalog v tujini. Izdajo naših kolegi na DKP-jih izdajo te vizume. Ogromen obseg dela se to sliši za nekoga, ki ni, bom rekla, iz vaših voda. Zdaj, konzularno pomoč ste rekli, sproži se takrat, ko nekdo za njo zaprosi. Torej, naši državljani nekako morajo stopiti v stik z vami. In zdaj po novem bo pri tem pomagala tudi aplikacija e-Lastovka. Nam lahko še malo več poveste, kako? No, e-Lastovka je v bistvu rezultat več kot enoletnega dela mojih kolegov na Ministrstvu za zunanje zadeve, pa tudi zunanjih izvajalcev. Naš osnovni namen pri razvoju te aplikacije je bil, da pač moderniziramo že obstoječi spletni obrazec, preko katerega so se lahko doslej naši državljani registrirali, če so želeli. Seveda, nič ni obvezno, niti Lastovka, niti prejšnji registrski sistem ni obvezen za nikogar. Nam pa lahko resnično pomaga v primerih, ko se recimo človek ali pa naš državljan, ki se je registriral, pa se znajde na nekem kritičnem območju. Takrat pa mi lahko preverimo takoj v bistvu kontakte te osebe in ga lahko tudi kontaktiramo, če je to potrebno. In zdaj e-Lastovka pač prinaša neko nadgradnjo, če temu lahko tako rečemo, ko je možno to registracijo opraviti bodisi
posebne spletne aplikacije ali pa kar preko mobilne aplikacije na mobilnem telefonu. No, tako da smo šli v en korak z digitalizacijo, ne, in upamo, da smo s to aplikacijo mogoče tudi malo olajšali cel ta postopek prijave popotnikov, ki se namenjajo v tujino. Ne. Po drugi strani pa seveda aplikacija prinaša tudi lažje delo nam, ker lahko lažje zbiramo informacije o tem, kje se nahaja oseba, ki potrebuje pač nujno konzularno pomoč in jo lažje kontaktiramo in lažje nudimo suport. Torej na eni strani dostop do ključnih informacij, na drugi strani lažje obveščanje prek e-lastovke. Tako je. Tako, obe dve te funkciji. Zdaj te osnovna informacija, pač, ki jo e-lastovka prinaša, je vezana na naše potovalna priporočila, ki so tudi sicer še vedno objavljena na naših spletnih straneh. Vsi poznamo tisto našo lestvico barvno od rumene do črne, ne, s katero pač stopnjujemo in ocenjujemo tveganje v posameznih državah. In ta lestvica, ta pregledna seznam teh držav je razviden tudi v obeh aplikacijah. Poleg tega so pa v aplikacijo dodani tudi vsi aktualni podatki, kontaktni podatki naših veleposlaništev in konzulatov v primeru, da bi slovenski državljan potreboval kontaktirati, ne, da bi rabil neko pomoč, lahko v sami aplikaciji najde tako naslov, kot tudi e-mail ali pa telefonsko številko našega veleposlaništva. In pa še en dodatek, ki prej ni bil na prejšnji obliki registrskega sistema in pa potovalnih priporočil tako viden, je pa ta, da smo v mobilno aplikacijo vrstili tudi informacije nujnih telefonskih številk za vsako državo. In med te spadajo recimo telefonska številka policije ali pa nujne medicinske pomoči. Vse te dve informaciji sta v bistvu dosegljivi na roki praktično, če uporabljate mobilni telefon. Zelo uporabne informacije za vse, ki potujejo. Pridejo prav. Ja. Komu pa je aplikacija zdaj primarno namenjena? So to turisti, študenti, ljudje na poslovnih poteh, tistim, ki morda začasno bivajo v tujini? Praktično so namenjeni vsakemu, ki potuje. Lahko tudi registracijo lahko naredi vsak, ki se v tujini nahaja in vpiše pač čas in pa kraj bivanja. Lahko je to en teden, lahko je to en mesec, lahko tudi 1 leto. Tukaj ni nekih omejitev, mislim, da omejitev navzgor je 4 leta, toliko čisto tehnično. Ampak praktično je v bistvu namenjeno vsakemu, ki želi prostovoljno povedati te podatke. Mi jih hranimo v aplikaciji za čas tega bivanja, ki se registrira, po tem bivanju pa se ti podatki v bistvu izbrišajo. Tudi ime lastovka verjetno že malo namigne, na to gre za nekoga, ki se vrača v domovino. Ja, primarno je namenjena seveda popotnikom, lastovka naša domača ptica selivka. Želeli smo pač potegniti to vzporednico z vračanjem v domače gnezdo, varno vrnitvijo domov. Tako kot se lastovka vrne, se seveda tudi z naše strani izrazi ta želja, da se naši državljani varno vrnejo po potovanju nazaj v Slovenijo. Tako da malo simbolično, ampak sporoča ta osnovni namen popotnikom v podporo. Omenili ste že, katere informacije vse vsebuje, torej tako kontakte veleposlaništev, konzulatov, pa potem oceno, to barvno lestvico, pa potem kontakte nujne medicinske pomoči ali pa policije v določeni državi. Kaj pa zdravstvena priporočila, denimo, katera cepljenja so priporočena pred potovanjem na določene območja? Na popotnike v bistvu vedno opozarjamo, da preden se odpravijo v tujino, da preverijo določene informacije o državi, kamor potujejo. In to ne zajema samo, recimo, potrebujejo za vstop vizum, ampak recimo, da potrebujejo za vstop tudi neko določeno cepljenje. V tem primeru mi lahko samo v bistvu potem usmerimo popotnike, da se o tem natančneje informirajo na spletnih stranih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer pripravljajo bolj konkretne informacije vezane na to tematiko. In iz naših spletnih strani so v bistvu povezave tudi na njihovo spletno stran. Je pa res, da mi teh informacij pa ne poobjavljamo na naših spletnih stranih. To pa je. Pa morda, če nam lahko po korakih razložite, kako si zdaj namestimo lahko to aplikacijo?
Zdaj ta aplikacija je na voljo, mobilna aplikacija je na voljo v spletnih trgovinah Google, Apple in pa Huawei. V vseh teh 3 trgovinah jo je možno sneti. In se na mobilnem telefonu lahko uporablja takoj brez registracije. Če pa se želimo registrirati, je pa priporočljivo, da se uporabi spletna aplikacija, to je pa posebna spletna stran lastovka.si. Tam je pa mogoče upraviti potem registracijo. Zdaj ta registracija poteka preko SIPAS varnostne sheme, ki zagotavlja neko določeno varovanje samega vstopa v to aplikacijo. Vstop je možen bodisi z izdanim digitalnim certifikatom, lahko pa tudi z Google računom, Microsoft računom, lahko z SMS pasom, lahko tudi z pomočjo naše nove biometrične osebne izkaznice, torej več teh načinov, s katerimi se lahko registrirate v tej shemi in potem uporabljate e-lastovka kot registrirani uporabnik. Ko se pač enkrat registrirate, pa je omogočena še ta dodatna funkcija, torej registracija potovanja, kraj in čas in pa vaši podatki, kjer se vas lahko kontaktira v primeru, da pride do kakšne konzularne krizne situacije ravno tam, kjer se vi slučajno takrat nahajate. In v bistvu ta dodatna funkcija je možna samo v primeru registracije, to mora pač še enkrat poudariti. Tisti, ki ni registriran, se prijaviti svojega potovanja ne more, lahko samo spremlja tiste prej omenjene informacije. Ta registracija pa omogoča dostop tudi do te dodatne funkcije. Torej, neregistrirani uporabniki še vedno dobijo informacije o tem, kakšno je stanje v državi in te kontakte, ne more pa prijaviti poti, torej vi potem niste obveščeni, da se ta oseba recimo nahaja in za koliko časa recimo se bo nahajala na nekem območju. Potem. Tako recimo, da se nahajajo v Južni Ameriki, v neki državi, kjer se je zgodil potres, mi lahko takoj preko e-lastovke sistema preverimo, koliko slovenskih državljanov je prijavilo pot na tisto lokacijo in jim recimo sporočimo preko SMS ali pa potisnega sporočila neko obvestilo, neko priporočilo, za katere želimo, da jih doseže, ker se ravno seveda tam nahajajo. To sporočilo ne bo doseglo našega državljana na Hrvaškem ali pa na grškem otoku, ampak samo striktno tistega popotnika, ki se bo nahajal na kritičnem območju. Torej zelo selektivno in na ta način verjamem tudi bolj učinkovito sporočamo določene informacije prizadetim. In to omogoča samo, če smo registrirani. Če smo registrirani, dobimo to obvestilo. Registracija je tukaj res potrebna. Mogoče še, da dodam, se zdi ta postopek registracije malenkost kompliciran, ampak verjamem, da se večina potem, ko se spozna z samim sistemom, znajde. Če pa kdo vseeno rabi pomoč, je pa tukaj potem na voljo naš klicni center 114, klicni center Vlade Republike Slovenije na številki 114, kjer bojo sodelavci tega klicnega centra radi pomagali uporabnikom pri nameščanju in pa pri raziskovanju vseh teh funkcij, ki jih lastovka prinaša, če bojo potrebovali neko dodatno pomoč. Če se zaplete na kakršenkoli korakov, odlično. Na voljo, ja. Ali lahko v aplikaciji prijavimo več potovanj hkrati? Recimo se odpravljamo nekam za dlje časa, bomo obiskali več držav, kako to deluje? Lahko. Funkcionalnost aplikacije omogoča, da vnesete lahko 2, 3, 4, kolikor pač imate teh potovanj tudi v različnih državah, v enem kosu ali pa vsakega posebej. Tako da ta funkcija to omogoča in recimo, ko boste eno državo zapustili in boste šli v drugo, bomo seveda vedeli, da ste v tistem določenem času v tej drugi državi. In vas v bistvu ne dotikajo več morebitne težave ali pa izredne razmere v tisti prvi državi, kjer vas ni več. Je koristno tudi za nas, da lažje v bistvu ločimo tisto skupino državljanov, ki jim je treba hitro pomagati. In ja, je možno to dodajanje teh držav ali pa potovanj v samo aplikacijo. Tudi naknadno, recimo, če ste vi registrirali za en teden, pa potem se premislite ali pa dodate, lahko to vedno naknadno noter vnesete. Se pa registrira pot na državo ali tudi znotraj same države se potem bolj specifično določi neko pokrajino, regijo, sploh recimo tam, kjer gre za res velike države, se lahko na nekem koncu nekaj dogaja, na drugem pa ne. Tudi na to smo mislili, zdaj
Možno je v bistvu samo v registracijskem obrazcu navesti državo, kamor odhajate. Zdaj, ne vem, rečeva, Kitajska je velika država, smo pa vseeno razvili in ponudimo uporabniku tudi opcijo, da določi mikrolokacijo, geolokacijo. Torej, z svojim telefonom, če se s tem strinja, lahko vključi tudi funkcijo, da ga je možno locirati znotraj države. To je precej, velik skok naprej, ker funkcija, s pomočjo katere res lahko zelo natančno določimo lokacijo, kjer se državljan nahaja. Ampak bi tukaj samo opozoril, da je to pač uporabljeno samo v primeru izrednih razmer, ko je na tistem območju, za katerega mi ocenjujemo, da je potrebno posredovati, možno tega posameznika locirati in še to samo v primeru, če on v bistvu to funkcijo dejansko omogoči, ker po defaultu ni omogočena. Vsak državljan mora sam oceniti, a želi še mikrolokacijo povedati, ne samo države. Kaj pa, če potujemo v skupini, recimo z družino, s prijatelji, ali lahko ena oseba v to potovalni načrt oziroma v to aplikacijo prijavi več oseb? Deloma. Ena oseba lahko prijavi več oseb samo številčno. Če se registriram jaz in želim seboj v bistvu prijaviti še 3 osebe, ki potujejo z menoj, ne bom mogel vnesti njihovih osebnih podatkov. Lahko bom pa napisal svoje podatke in potem še v bistvu dodal, da to skupino tvorijo še 4 ostale osebe. Če se oni želijo sami registrirati, se lahko sami, ne morete pa vi opraviti namesto njih tega. Je pa res, da je, kot rečeno, možno registrirati skupino, ki potuje. S tem, da mora pač biti z imenom in priimkom vsaj ena oseba v tej skupini razvidna iz samega registracijskega obrazca. In seveda bo tista oseba potem tudi dobivala obvestila potencialno, če je bilo to potrebno. Pač računamo, da so tudi skupaj na potovanju in potem preko te osebe se te informacije širijo naprej pač po drugim članom skupine. Če niso pač želeli ali pa niso mogli opraviti sami te registracije individualno. Zdaj, predstavljava si, da načrtujem dopust v eno izmed bolj oddaljenih držav. Kako mi pri tem načrtovanju poti lahko pomaga e-lastovka? Veliko ste že omenili, pa recimo, da strneva. Ja. E-lastovka nam v bistvu v tem postopku priprav na pot pomaga predvsem z varnostnim priporočilom. Hitro lahko ugotovite, kakšno je trenutno varnostno tveganje v državi, kamor odhajate. Potem pa s pomočjo e-lastovke tudi, kot sva omenila, registrirate svojo pot in na ta način nekako se zavarujete za primer, da se kak izreden dogodek zgodi ravno tam, in na ta način v bistvu omogočite lažjo pa bolj učinkovito konzularno pomoč. Torej, e-lastovka je res tista, ki daje te osnovne informacije, ki so seveda pomembne pred samim odhodom na pot. Pomagajo pa lahko tudi vmes, ko ste že na lokaciji in v primerih, ki sva jih omenila, ko rabite hitro poklicati naše veleposlaništvo ali pa mogoče policijo ali pa nujno medicinsko pomoč, če je to recimo potrebno. Kako pogosto pa se same informacije v aplikaciji posodabljajo? Zdaj, sama vsebina je praktično dnevno pregledovana. Od situacije do situacije, seveda tam, kjer se nekaj dogaja, smo takoj ažurni in zadeve spreminjamo sproti, torej dnevno. Tam, kjer se pač nič ne dogaja in velja neko priporočilo od tistega dne, ko je bilo to zapisano. Če se vmes kaj spremeni, potem seveda tudi ustrezno popravimo vsebinsko sporočilo v sami aplikaciji oziroma na spletni strani tudi ministrstva. Podatki so zelo ažurni potem, ne? Se seveda trudimo, ne bom rekel, da kdaj mogoče kakšna stvar ni čisto ažurirana, ampak vse te pomembne informacije, ki so vezane na nudenje konzularne pomoči, pa se trudimo in skrbimo, da so res, kar se da sveže. Nekaj ste že omenili o tem, kako teoretično kontaktirate potem potnike, če je to seveda potrebno, torej SMS, potisna sporočila, elektronska pošta, ali lahko to uporabnik aplikacije sam izbere način, kako ga boste kontaktirali, ker mobilna gostovanja so ponekod še vedno povezana tudi z dodatnimi stroški. Več teh opcij je na voljo pri sami registraciji. Tisti uporabnik pač sam določi, na kak način se mu neko sporočilo lahko pošlje. Omenili ste SMS, to je en izmed primerov. Potisno sporočilo je
mogoče še najbolj praktično, ker ga dobite dejansko v samo aplikacijo in dobite opozorilo, znakec, da ste dobili eno sporočilo v Elastoku in takrat seveda odprete in pogledate, kaj je. In pa možno je pa seveda tudi še vedno klasično komuniciranje preko e-maila. Mi od uporabnikov ob registraciji prosimo tudi za podatek e-maila in telefona, pa ne samo neko mobilne številke, ki jo uporabljajo v Sloveniji. Zdaj vemo, da se dostikrat dogaja, da si v tujini nastavimo elektronsko SIM kartico in dobimo čisto posebno telefonsko številko, ki velja samo za tisto državo. Aplikacija omogoča tudi registracijo te začasne mobilne telefonske številke in v bistvu potem ta sporočila potujejo ne na vaš mobilni telefon, ki je izključen nekje v predalu, ampak na tega, ki ga dejansko imate na potovanju. Tako da smo poskušali res poskrbeti, da se te poti komunikacije na različnih nivojih tečejo proti uporabniku. Uporabnik sam pa potem lahko komunicira z nami bodi si preko maila ali pa preko telefona. To je pa ta osnovni feedback oziroma odgovor oziroma način komunikacije med dvema strankama, torej na eni strani uporabnikom in na drugi strani bodi si našim veleposlaništvom ali pa tukaj v ministrstvo, centralno konzularno službo. Torej ne pa preko same aplikacije. Sama aplikacija ne omogoča tega dopisovanja, pač tukaj smo samo v bistvu prevzeli funkcijo obveščanja in usmerjanja s pomočjo teh sporočil. Ko pa je potrebno, če pa je potrebno, mora pa sam uporabnik v bistvu stopiti korak naprej in bodi si poklicati, bodi si napisati mail s konkretnim podatki ali pa s konkretnim sporočilom, na katerega se pa potem mi odzovemo. Kaj pa recimo na območjih, kjer je dostop do interneta omejen? To je lahko problem, vsi vemo, da te mobilne aplikacije dejansko res funkcionirajo pod predpostavko, da deluje mobilno omrežje in da deluje prenos podatkov. Res je, da so primeri, ko temu res ni tako. V teh razmerah je potem samo delovanje aplikacije oteženo, odvisno pač od stabilnosti samega omrežja. Je pa še vedno na voljo, to moramo omeniti, tista naša, že tudi precej poznana storitev SMS sporočila, SMS obveščanja. Naj poslušalce spomniva, da vsakič, ko potujejo v neko tujo državo, dobijo na mobilni telefon obvestilo z SMS sporočilom, da se v primeru nujnih konzularnih zadev lahko obrnejo na veleposlaništvo Republike Slovenije in potem je neka številka. Zdaj, to sporočilo še vedno pride, tako da tudi če pade recimo internet ali pa prenos podatkov, ima naš državljan načeloma na svojem mobilnem telefonu še vedno to številko, na katero lahko v skrajni sili pokliče. In to je pač neodvisno od delovanja prenosa podatkov ali pa mobilnega interneta. Tako da še vedno je neka rezervna varianta, ena rezervni scenarij, kako se recimo povezati z našim veleposlaništvom. To si je dobro zapomniti, ker večina kar pozabi potem na tisti SMS, ko prestopi mejo, ga dobi. Tisti je fajn imeti nekje v glavi, da je še vedno imam nekje v SMS sporočilih tudi ta podatek in lahko kdaj pride prav. Dotaknili ste se tudi že varnosti podatkov. Rekli ste, da podatke nekako zbirate do takrat, dokler je ta oseba, dokler traja tisto potovanje oziroma prijavljena pot. Katere podatke vse zbirate? Torej, podatki se, kot sva omenila, avtomatsko brišajo 5. dan po zaključku potovanja in vključujejo v bistvu ime in priimek, potem EMŠO številko in pa tudi e-mail naslov in pa telefonsko številko ter številko osebnega dokumenta. To so podatki, ki jih pač ob registraciji uporabnik mora vnesti in ko registrira potovanje, pač tudi poleg lokacije navede še te podatke. Ampak, kot rečeno, te podatki niso na voljo kar tako vsem, da vanjo vpogledujemo. Uporaba teh podatkov je nam dovoljena samo v primeru, da se na neki lokaciji zgodi neki izredni dogodek, na podlagi katerega moramo v bistvu izvajati določene konzularne aktivnosti in šele takrat v bistvu smemo dostopati do teh osebnih podatkov. Kot rečeno, ko se pa potovanje zaključi oziroma nekaj dni zatem, se pa te podatki tudi avtomatsko brišejo iz baze, tako da ne poznamo in ne vemo več za nikogar, kam je potoval lani na počitnice.
In ker smo ravno pred, bom rekla, glavno sezono, ko se večina ljudi odhaja na dopuste ali pa na potovanja, morda še nekaj čisto praktičnih primerov, kaj storimo, pa to sva že tudi na začetku na kratko omenila, če v tujini izgubimo ali potni list ali pa kakšen drug osebni dokument, torej ga izgubimo ali pa nam ga ukradejo. Če lahko čisto konkretno pogleda, ta primer potnega lista izgubljenega ali ukradenega je kar dober, kot rečeno, je kar precej pogost. Naši kolegi so kar zasedeni z reševanjem tovrstnih konzularnih primerov. Torej, nasvet je ta, če ugotovite, da ste pač izgubili ali pa da vam je bil odtujen potni list, poskušajte to prijaviti na najbližji policijski postaji. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvi zato, da vam mi na podlagi te prijave policiji lahko izdamo nadomestni dokument. In drugi razlog je pa predvsem to, da se izognete kakšnim morebitnim zlorabam vaše identitete. Zato je to potrebno res registrirati takoj in čimprej še tam v državi, kjer se je to zgodilo. No, in potem, ko imate pač to prijavo narejeno, se oglasite oziroma najdete kontakt našega veleposlaništva, bodi si preko e-lastovke ali pa preko SMS sporočila in se najavite pač oziroma pokličete in pojasnite situacijo in kolegi, ki so na veleposlaništvu, vam bojo potem svetovali, kaj in kako naprej. V osnovi pa vas bojo napotili, da se pri njih oglasite, da vam izdelajo ta začasni potni list, ki vam bo potem omogočil čim krajšo, seveda ta potni list za vrnitev ni namenjen, da vi še potem potujete, žal, da potujete tam po nekih drugih krajih in državah, ampak da se čim prej potem vrnete v domovino. In ta potni list za vrnitev vam izdajo v najkrajšem možnem času, ker gre res običajno za nujne konzularne zadeve. Veste, smo imeli primere, ko je nekdo izgubil potni list en dan, preden je imel letalo za vrnitev. Kar pomeni, da naši kolegi pomagajo tudi državljanom, ko se znajdejo v teh težavah v petek ob 7 zvečer, v soboto pa je let. Tako da tukaj smo, res poskušamo narediti vse, da pač to težavo našega državljana rešimo, kar se da učinkovito. Ste zelo odzivni, ne? Smo odzivni, tako da jaz verjamem, da ima marsikdo takšno izkušnjo, ki je verjetno pozitivna. Vsaj upam tako. Je pa res, da je takšna odzivnost pomeni tudi obremenjenost naših kolegov, ampak ni pa toliko teh primerov, da bi rekli, veste, da je tega preveč oziroma da bi se to izkoriščalo. Razumemo ljudi v stiski in takrat pač poskušamo, kar se da, pomagati. Je smiselno, da fotografiramo ta potovalni dokument, preden gremo na pot za vsak slučaj, bom rekla v primeru tega, ali to nič ne pomaga v taki situaciji? Jaz bi rekel, da mogoče pomaga v tistem delu, kot smo omenila, da je potrebno recimo narediti prijavo kraje. Takrat, ko boste imeli v bistvu, če imate pri sebi fotokopijo, boste lahko takoj povedali številko tega dokumenta, verjetno večina ljudi ne zna na pamet, pa dokdaj je veljav, in iz te kopije se bo to hitro lahko uporabljalo v sami prijavi. Zdaj, sama fotokopija osebne izkaznice potnega lista pa seveda ni potovalni dokument sam po sebi, in vsak resen imigracijski organ vas ne bo spustil čez mejo, če se boste prikazali z zloženo fotokopijo osebne izkaznice na mejnem prehodu, žal. Ker seveda tisti papir je pač fotokopija in brez kakršnekoli varnostnih elementov in dokazila, da ste to res vi, da je to res vaše, vas ne bojo tretirali resno. Zato je potrebno res kontaktirati naše veleposlaništvo in si urediti ta začasni potni list, ki pa je priznan in veljaven potovalni dokument. Pa na kratko, kaj pa v primeru nesreče, hospitalizacije, aretacije recimo? Recimo nesreča, hospitalizacije, tukaj naši kolegi na veleposlaništvih v bistvu bolj opravljajo funkcijo neke osebe, ki prenaša informacije od recimo poškodovanega pa do svojcev, recimo, da je nekdo hospitaliziran pa ne more sam komunicirati, lahko zaprosi naše kolege, pa potem oni posredujejo informacijo recimo v domovino, in so neka vez med poškodovanim in pa njegovimi družinskimi člani v Sloveniji. V primeru zapora ali pa pripora sva že nekaj omenila, vsak ima seveda pravico, da je njegovo veleposlaništvo
obveščena o tem, da mu je bila odvzeta prostost. Je pa tukaj potem tudi res, da mogoče marsikdo narobe razume samo vlogo konzula ali pa diplomata, ki ni enaka v vlogi odvetnika, torej ne more postati njegov zagovornik. Pomaga mu lahko recimo pri samem prenosu informacij glede recimo pravosodnega sistema, lahko mu posreduje informacijo ali pa seznam nekih odvetnikov, ki jih lahko on uporabi potem v primeru nadaljnjih postopkov. In pa mogoče v primeru komunikacije recimo z oblastmi, s policijo, z preiskovalci ali pa z recimo vodjo zapora. To je pomembna funkcija. Včasih pač ljudje potem, ko so obsojeni, prestajajo zaporno kazen in potem pač prosijo veleposlaništvo za reševanje določenih statusnih problemov, ki so v teh zaporih prisotni. Tako, takšni in drugačni, glede na lokacijo odvisno. Ali lahko konzularna služba recimo plača hotelsko nastanitev, letalsko karto, odvetnika ste že rekli? Ne. Ja, tudi tukaj je žal odgovor ne. Ne moramo pač nuditi teh turističnih storitev, če jih lahko tako imenujemo, torej nekih rezervacij hotelskih sob ali pa letalskih kart ali pa posredovanje pri letalskih družbah, da nekomu vrnejo denar. Tukaj pač nimamo pristojnosti. To večkrat pride do izraza, še posebej v primeru dogodkov, kot je bil Bližnji vzhod, ko so ljudje ostali brez kart. Mi v ta odnos med stranko in prodajalcem ne moremo vstopiti, in to je stvar, ki jo pač morata ona dva sama rešiti na takšen ali drugačen način, tudi s pravnimi inštrumenti, če je to potrebno. Ne moremo pa seveda mi razsojati, kdo komu je nekaj dolžen, ali pa celo, da mi komu zalagamo denar. Tudi ne moremo plačevati recimo računov za zdravljenje. Včasih je kar strašno, ko ljudje ugotovijo, da so morali iti v bolnico in so imeli nek zdravstveni poseg, ki pa se v določenih državah precej drago plača. In brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja so ti zneski res gromozanski. Zato je to ena izmed naših priporočil, da se pred potjo ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje sklene. Upam, da so zdaj tudi nekako odgovorila posredno na to vprašanje, kje so meje konzularne pomoči. Veliko lahko pomagate, vsega pa tudi ne. Tako, ja. In tudi opozarjate na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da je v državah ali pa delih držav, za katere je izdano oranžno, rdeče ali črno opozorilo, konzularna pomoč lahko omejena, otežena ali pa celo onemogočena. Kako naj nekdo presodi, torej, ali je potovanje še smiselno, varno, če je za neko državo izdano opozorilo? Tukaj smo spet pri tem našem priporočilu, ki je samo priporočilo. Mi nikogar ne obvezujemo, nihče ni obvezan slediti našim nasvetom. Vsak se sam pri sebi na koncu odloči, ali bo na neko pot odšel ali ne, tudi v državo, ki je označena z visokim tveganjem. Pri čemer se pa mora seveda zavedati določenih omejitev, vsaj kar se tiče možnosti nudenja konzularne pomoči. Če mi za neko državo izdamo rdeče opozorilo, to pomeni, da da mu mi ne bomo želeli nuditi konzularne pomoči, mi pač po zakonu nudimo konzularno pomoč vsakemu, ampak v državi, ki je označena z rdečo, najbrž ne bomo mogli učinkovito pomagati. In tega se morajo ljudje zavedati, torej, da ko potujejo v neko takšno državo, da prevzamejo en del odgovornosti tudi za to, da se jim pač ne bo moglo nuditi učinkovito konzularno pomoč. Zdaj, če imamo Irak označen z črno barvo, potem to že pove, da če se našemu državljanu v Iraku kaj zgodi, bomo izredno težko pomagali. Zato je v bistvu potrebno pri sebi, vsak mora pri sebi oceniti, do katere te stopnje tveganja je še pripravljen iti. Predvsem bi pa rekel tako, da naj vsak, ko se odloča, kam iti ali ne, pomisli, a bo v času tega potovanja ga samo skrbeli, kaj se bo zgodilo, ker je pač neka država bolj nevarna. Kaj bo imel od tega? A bo šel na pot zato, da bo tudi tam ves čas v skrbeh, ali da gre za to, da nekaj novega vidi, da se odpočije in tako naprej. Torej, vsak mora pri sebi razčistiti v bistvu ta način oziroma do katere meje še sprejeti neko tveganje in kje pa pač
to ni več primerno. In prilagoditi svoje pričakovanja. Absolutno, tako kot sva rekla, prilagoditi našim zmožnostim. In tudi to, kam trenutno odsvetujete potovanja, verjetno državljani najdejo, tako kot so omenila, na spletnih straneh pri vas ali pa v aplikaciji e-Lastovka. Aplikaciji e-Lastovka smo se potrudili tudi na spletnih straneh, je po seznamu držav, vsak najde državo z imenom in potem se mu ta država pač odpre informacije, vključno s potovalnim priporočilom in varnostnim tveganjem. V aplikaciji e-Lastovka je pa v bistvu tudi možno na zemljevidu interaktivno videti, katera država je kako obarvana. Tako da smo še na ta način mogoče malo bolj dostopno naredili tudi ta del potovalnega priporočila, da je lažje viden. In samo še za konec, morda še kakšen napotek za vse, ki se v teh dneh odpravljajo na dopust, na pot v tujino, kaj morda vi postorite, preverite, preden greste v tujino na pot? Jaz osebno vedno preverim veljavnost mojega potovalnega dokumenta, to je najprej, ker včasih kar pozabimo, da recimo za pot, v Nemčijo, rabimo tudi veljaven, osebno izkaznico ali pa potni list, in če je temu pretekla veljavnost, pomeni, da ta pot pač ne bo v redu, Torej je treba pridobiti veljavno potovalno dokument, pač imeti pri sebi, To in v določenih primerih je treba biti tudi pozoren na sam potek veljavnosti tega dokumenta. Nekatere države recimo zahtevajo, da se vi lahko v tej državi največ do tistega datuma in še 6 mesecev po tem vašem odhodu mora potni list biti veljaven. Recimo, Če je manj kot recimo veljaven 3 mesece, tvegate, da vas ne bojo sploh spustili v državo. Tako da, kar se potovalnih dokumentov tiče, je treba biti zelo res previden in te zadeve preveriti. Potem je potrebno preveriti vstopne pogoje v državo, kamor potujete. Dobro, tiste države, ki imajo vizumsko obveznost, so morda še najbolj v bistvu lahke, pač greste na spletno stran te države, tam pač potem povejo postopke, s katerimi potem pridobite vstopni vizum. Imate pa tudi države, kjer je potrebno samo registrirati, pot pa ni vizumske obveznosti, recimo ZDA ali pa Združeno kraljestvo. To so v bistvu samo spletne registracije, na katere morda niti nismo pozorni, ko pa pridemo na letališče in vas sprašajo po številki te registracije, pa ste pa v težavah, če tega niste naredili pred potjo. Tako da tudi na to je treba biti pozoren. Omenila sva potovalno zavarovanje, kot rečeno, še enkrat vsem, jaz osebno ga vedno sklenem, pa čeprav grem samo na Hrvaško, vedno je dobro imeti ustrezno potovalno zavarovanje za primere, ko se zgodi v neko kakšna hujša zadeva, kakšna težja poškodba, ko je potrebno dolgotrajnejše zdravljenje ali pa bolj zahtevno zdravljenje ali pa celo morda medicinska evakuacija. To so šele tisti primeri, ko lahko 100.000 evrov stane en medicinski let iz neke države v domovino, vi pa nimate ustreznega pokritja v potovalnem zavarovanju. In to so kar tragične zgodbe. Imamo tudi izkušnje žal s takšnimi primeri, ko ljudje pač enostavno niso imeli tega zavarovanja in so mogli iz lastnega žepa plačevati 10.000 evrov. Tako da potovalno zdravstveno zavarovanje nikoli pozabiti nanj, vedno pride prav. To in kaj sva še omenila, jaz ponavadi tudi, kot rečeno, zdaj se bom pač registriral v e-Lastovki na novo, ker pač želim imeti, za primer, da se kaj zgodi, želim, da se te podatki v bistvu na voljo tistim osebam, ki bojo pač, nudili konzularno pomoč, če se to zgodi ravno na tisti lokaciji, kamor odhajam. In potem samo še srečno pot in vesele počitnice, veselo popotovanje. Najlepša hvala, gospod Mlakar, za ta pogovor in vse koristne informacije. Spoštovane poslušalke in poslušalci, želimo vam prijetno poletje in varne poti. Hvala, ker ste prisluhnili najnovejši epizodi GoSee podcasta. Spremljajte nas tudi na YouTube in vseh ostalih aplikacijah za podcaste.